Če je BMW X5 vsaj mal pragmatičen, logičen in uporaben, je X6 vulgaren, nepotreben in kontroverzen. Pa je vseeno toliko priljubljen, da so jih v 2 generacijah prodali skoraj 500 000. Kako je to možno? To, če pretiravam, je dejstvo, da bo novi X6 s to obliko privabil samo en tip človeka. Moškega, to je prvo, z velik denarja, to je drugo, z vsaj enim kompleksom in z velik premajhnim žepom za ta ključ, poglejte ga. Kamet, ko gledate, ko ste pa mislili? Še daljši kot X5, mal nižji, z jezdnim nosom in po noči osvetljenima ledvicama bi prestrašil vsakega na cesti. Mehansko z X5 ni skoraj nobenih razlik, oblikovno pa je skoraj vse drugačno. Nove so zadnje luči, zdaj bodo bolj kot ne vse takšne in vsi paneli so drugačni. Razen znotraj, tu armaturka ostaja enaka, ta dva štrleča dela sta sicer nova in pa ročke na vratih. Motor je tudi enak, kot smo ga že vozili v X5, ta hud 400 konjski 6-valjni dizel M50D s kar 4 turbinami tudi X6 do 100 požene v samo 5,2 sekunde. Zato se gre sicer bolj kot konjem zahvaliti 760 Nm navora. Poraba, če res paste, lahko celo po 9, ampak potem ne rabite kupiti M50D. Kar se vožnje tiče, ni občutnih razlik v primerjavi z X5, naziva M, kar se podvozja tiče. Neopravič, nagibanje je preveč za neke športne podvige in seveda je absolutno pretežak. Je pa na lepi, ravni cesti, udoben, umiren bi mogel reči, s tem motorjem pa boste tudi kraljevali na avtocesti. Ampak mislim, da bo človeku, ki bo dal za takšen avto 144 jurjev za podvozen krmilni mehanizem, toliko mar kot za letošnji sneg, ki ga ni, ne? Važno je, da se ledvice svetijo in da vas po noči že vsi na daleč vidijo in vedo, da imate res premajhen žep.